prijatelj gasilstva, se torej danes pridružimo tukaj v Središču. Zakaj torej takšno konkretno sodelovanje z gasilcem? Vesel sem prijateljstva z gospodom Ernestom Erijem, častnim članom Gasilske zveze. Skupaj smo organizirali kongres gasilstva v Krškem nekaj let nazaj in tudi sam sem od malega gasilec. Zavedam se, da je to najbolje organizirana društvena dejavnost v Sloveniji in dejavnost, ki nas varuje takrat, ko najbolj rabimo svojega soseda, prijateljstva. Gasilstvo je temelj slovenstva. Torej, nekako ste tudi povezani v bistvu s Prekmurjem in našim dedikom, s svojim budnim očesom, v bistvu tudi vedite med nami Pomurci. Nekako ste tudi torej povezani s tem pomurskim vodom. Tako kot ste dejala, je cela vrsta dejavnosti, s katerimi se ukvarjam skozi celo življenje, povezano z dejavnostmi Pomurja. Od kmetovanja, kmetijstva kot moje osnovne profesije, tudi upravljanje funkcije kmetijskega ministrstva. Znotraj tega ministrstva je bilo tudi okolje, področje, kjer smo uspeli skupaj z prejšnjim predsednikom, gospodom Žerjavom, takratnim ministrom za gospodarstvo, s pomočjo vseh Pomurcev priti do gradbenih dovoljenj in ponosen sem na to, da smo v letu 2012 naredili velik korak naprej, zato da se lahko tudi z evropskimi sredstvi uredi vodooskrba v Pomurju in resnično sem tega vesel in čestitam tudi Pomurcem za ta velik korak. Poslanka Jasmina Opec je nedavno v medijih nekako dejala, da ste v bistvu, lahko bi rekli, tudi se pravi povezani s Pomurjem, da ste nekako tudi pomurski poslanec. Poslanec v državnem zboru je hkrati poslanec vseh Slovenk in Slovencev. Od nedavnega sem tudi evropski poslanec, tako da sem tudi na takšen način povezan z Pomurjem. V Slovenski ljudski stranki pa smo tisti, ki si venomer prizadevamo, da bi vsakdo, ne glede na to, kje je rojen, imel enake pogoje za razvoj, za zaposlitev. In zato je skrb za enakomeren regionalni razvoj, za delovna mesta, ki so najboljši socialni ukrep, to, za kar si prizadeva Slovenska ljudska stranka. Vesel sem tega sodelovanja, ki ga moja podpredsednica, poslanka Jasmina Opec, opravlja v državnem zboru. Venomer je beseda tudi o Pomurju, o problemih te regije in te probleme, ki jih imate tu v Pomurju, so hkrati tudi naši in moji problemi. Torej, v bistvu, kljub temu, da politika dejansko v zadnjem času ni precej priljubljena, pa je torej vaša poslanka vseeno uspelo, da je postala Pomurka leta. Zakaj mislite? Živeti je treba z ljudmi in za ljudi. In če si dnevno med ljudmi, če imaš ljudi rad, je potem tudi to početi, se pravi delo v politiki, delo, ki ga upravljaš z večjim veseljem in konec konca si najbolj vesel stiska rok sokrajanov ali pa tega, da ti tudi ljudje dajo podporo in na nek način tudi znak priznanja na takšen način, da te imenujejo za krajana, za občana neke občine, nekega območja, kot je Jasmina bila imenovana za Pomurko leta. Še enkrat čestitke za ta naslov in za to, da so jo Pomurci in Pomurke prepoznali kot človeka, ki se bori za to območje. Ker nas torej le še nekaj dni in oče prihajajoče delite na priprav, da se nekako dotaknemo vašega volilnega programa. S kakšnim programom torej nastopate na tem volitvi? Nov razvojni model Slovenije smo poimenovali naš volilni program. Temelji v prvi vrsti na tem, da se moramo vsi prizadevati, da je potrebno ustvariti več delovnih mest. Kot sem že dejal, delovna mesta so garant za socialno državo. Delovna mesta moramo pomagati ustvarjati na takšen način, da poenostavimo državo v procedurah, da skrajšamo postopke za različna dovoljenja, da razbremenimo plače. Mi imamo v programu jasno zapisano, da bomo dohodnino do 700 evrov mesečnega prejemka enostavno ukinili, kajti ni pravično, da ljudje, ki delajo in dobivajo te nizke plače, tudi plačujejo v državni proračun. Ljudje naj imajo tisti, ki delajo in zaslužijo denar, zato da lažje preživijo. Naslednji velik poudarek je na enakomernem regionalnem razvoju, da bomo vsi v Sloveniji enakovredno živeli. Prav tako pa tudi na pospešenem črpanju evropskih sredstev, ki so v resnici na ljubo najkvalitetnejši razvojni denar, ki ga v Sloveniji danes imamo.
Vsekakor pa prisegamo na pravno državo, boj proti korupciji in mi smo tista stranka, ki je prva tudi v svojih vrstah se komu zahvalila za sodelovanje in visoke norme na področju etike, morale so tiste, ki bodo Slovenijo tudi peljale naprej. Torej tudi na tem pomurskem področju imate kar močno ekipo, torej nastopila v teh upajočih ekipa. Se pravi, ekipa Jasmine Opec z dvema kandidatoma, torej Slavkom Škrlakom in Ivano Škrljak. Kako torej gledate na njih in svoje člane? Vesel sem tako pestre sestave, se pravi imamo človeka iz gospodarstva, nekoga, ki je v državni upravi, v policiji skrbel za Pomurce in pa mlado poslanko Jasmino Opec, ki z svojo mladostjo in zagnanostjo daje tudi up za Pomurje. Sam sem prepričan, da imamo dobro ekipo ljudi, ki so vredni zaupanja, kot imamo mi zapisano tudi v našem slovanu. Zato res pozivam, da gremo 13. julija na volitve, da koristimo svojo priložnost, da sami odločimo o naši usodi in če želimo dobro Sloveniji, če želimo živeti v Sloveniji, ki bo prisegala na delo, na poštenje, na te vrednote, volite številko 1, ni treba dosti izbirati. Hvala.